Sploh ne vem, kje bi začela. Mož je bil bolestno ljubosumen. To je le delček krvave zgodbe ob dnevu boja proti nasilju nad ženskami. Vztrajanje, strah, slab ekonomski položaj, razlogi, zaradi katerih se le redke rešijo iz vrtinca nasilja. Ne glede na to, kaj doživljajo, se počutijo varne v takšnem življenjskem krogu, čeprav nekako opozarjamo, da to ni primerno bivanje ne za njo in ne za njene otroke. In najbolj nedolžni trpijo. Otroci začnejo popuščati v šoli in se zapirati vase. Možje v modrem so zato z njimi spregovorili o nesprejemljivosti nasilja. Je lahko psihično ali pa fizično prizadeta, lahko tudi umre zaradi nasilja. Fizična moč spada le v bokserski ring in ne v osebne odnose. In jaz verjamem, da se vse da rešiti skozi pogovor, kajti nasilje rodi novo nasilje. Nasilje absolutno ni sprejemljivo, žal pa ga je med 4 stenami in v naših odnosih še vedno veliko preveč. Alkohol, če ste mislili, ni pravi vzrok nasilja. Se pa storilci pogosto opijajo, preden pretepajo recimo svoje partnerke, zato da se opravičijo sami pred sabo. A ženskam, ki se le odločijo spregovoriti, je vrata zaprla še država. Nasilje se po novem kazenskem zakoniku ne preganja več po uradni dolžnosti, ampak le zasebno tožbo, za kar ženska potrebuje denar. Nasilja pa je vse več. Poznam jih zihar veliko. Ja, večina so pri to, ker se moški spravljajo fizično od ženske. Za otroka pa vem, ko je bil deležen tega nasilja od očeta. Nasilje se dogaja vsak dan. In med ženskami, in med vsemi. Nočem prodati svojega telesa. Nočem biti tiho in trpeti, so sporočila ob današnjem dnevu. Na katero številko pa bi poklical, če bi vedel, da se dogaja nasilje? 113. Nasilje lahko prijavi vsak, če sama žrtev zlorab, fizičnih in psihičnih pritiskov, nima dovolj moči, da bi spregovorila.